Hej, Mojca s tabo. Smo že v 11. dnevu, torej smo že na polovički. Gremo kar naprej. Danes še nekako zadnjič spregovorim o jutranjem ritualu in dodam še 4. korak, ki je tudi zelo pomemben, da nekako vsaj malo damo v to naše jutranje prebujanje. Bom sam na hitro ponovila, da bomo imeli danes celoto. To pomeni zjutraj, kaj smo rekli, najprej, ko se zbudiš, ena misel, ki te dvigne. Potem dihanje in greš skozi dihanje v meditacijo ali greš v, bom rekla, telo ali v To pomeni, da si narediš tudi neko namero od dneva, ta namen postaviš, tako da imaš potem tudi nekako dan lažje steče. Danes pa gremo naprej. Torej, mi smo zdaj odmeditirali svoje in kaj je treba po meditaciji, po dihanju, recimo karkoli pa že, kaj je treba narediti? Treba se je prizemljiti. Točno tako. Torej, treba je začutiti telo, treba je začutiti pod nogami tla, zemljo, in v bistvu se je treba prizemljiti. To pomeni, da se nekako tako, bom rekla, prispodoba korenine v zemljo, tako da nekako smo grounded, da nas ne odnaša potem tam gor, pa zdaj bi jaz malo tako, pa ampak da smo steber, da smo steber in da res trdno na tleh stojiš, zraven pa si tudi konektana pač s svojim duhom, dušo, intuicijo, kakor želiš slišati. Tako da tale korak je ful pomemben, in je zaključek. To pomeni, to naše prebujanje, je to tako en cikl. Se zbudiš in greš v en cikl in potem se zagroundaš. In enostavno, ko se groundaš, lahko na različne načine. Fajn je, da potem telo najprej malo pretegneš, se raztegneš, majčkan pač spet po žilah kri pošleš, da se res telo potem prebudi in potem samo daš namero, postaviš svoj steber, svojo držo, by the way, tisti, ki bi radi brezplačni glede drže, na moji spletni strani www.lavitas.si imate kar 3 brezplačnike, 2 za pravilno držo, torej osnovne točke, kako se postaviti v pravilno držo. Če ti je bolj všeč video, si downloadaš video, če ti je bolj všeč knjigica, da malo pač rajš bereš, kakorkoli, si downloadaš knjigico. Drugače pa za dihanje pa imam tudi en tak test, da vidiš, koliko si predihana, pa koliko moraš delati še na tem. Tako da to imaš vse brezplačno na moji spletni strani www.lavitas.si, tako da si lahko to vse downloadaš, pa si majčkeno pogledaš, tako da z veseljem. No, gremo zdaj nazaj. Torej, pretegovanje je že prva faza prizemljevanja, tako da se pretegneš, začutiš svoje telo, seveda spet z dihanjem, smo spet nazaj pri dihanju in se raztegneš, majčkeno zarolaš rame, glavo, tako, res, lahko se tudi malo streseš in tako naprej. Postaviš v svoj steber in samo daš namen, korenine skozi stopala, se groundaš lepo, začutiš ta svoj steber, da si res tako groundana in si trdna in potem pač lahko greš v svet. Tako, to je zdaj na hiter, je pa še ful več stvari. Jaz recimo, ko se groundam, grem še pač narediti svoje vaje za pretočnost telesa, ali kakršnekoli vaje, ki jih začutim, da jih takrat telo rabi. To pomeni, da če ti začutiš, da telo nekaj rabi, mu daj tisti dan,
Tako da recimo jaz še grem potem odtelovaditi svojem pač te vaje za pretočnost. Vaje za pretočnost delamo tudi na moji vadbi, Vitas Energy, ali v živo, ali online, zdaj imam poletni program, tako da tudi čez poletje delamo tako zelo lahkotno, vse je res tako easy way skozi dihanje in res brez napora. No? Tako da, če slučajno te zanima, linkac tudi spodaj, tako da kamot lahko mečkam prečekiraš in se javiš. Skratka, gremo zdaj nazaj. Ko odtelovadim svoje, ko v bistvu jaz še mečkam limfo pospešim s temi vajami, pa še v bistvu ta cikl energijski po telesu, potem pač je šele moj jutranji ritual v kopalnici, Tako da zdaj pa, če začutam, recimo, si naredim še kakšno jogo obraza, To so spet, to ni, zdaj to se sliši, kot da jaz zdaj delam to 5 ur, ta pa res dela 5 ur sam zjutraj, in tako, ni, to je po feelingu. Enkrat naredim to, drugič to, tretjič to, jaz vam zdaj sam nekako dajem opcije, da imaš mogoče eno širino, pa da začneš poslušati svoje telo. To je ful pomembno, no? Da svoje telo poslušaš, kaj tisto jutro rabi. Tako da jaz pa ti dajem sam opcije. In ta joga obraza, ne vem, pač greš na WC, pa narediš eno vajo, 2, 3, kakorkoli pač že. Ne vem, umiješ si obraz, pa si narediš facelifting, recimo, ko se mažeš s kremo. To je vse tako easy, to je vse tako usput. Samo pač treba je mogoče malo iznajdljivosti, no. Ne rabiš zdaj se, ne vem, psihirati, zdaj pa bom je šla, ne vem, masažo obraza delati, bla, 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 ker to, preden se boš to nekako, bom rekla, zmotivirala, te bo že vse minila, Fajn je, da delaš to vse sproti, ne vem. Vsaka punca, ženska, kakorkoli, se namaže s kremo zjutraj, Vsaj s kremo se namažemo, Pač kakršno olje, ne vem, karkoli pač imate. In ko se mažeš, že ti lahko narediš facelifting, Čistko. In to je pač minutka. To ni neki, da bi jaz zdaj mogla to načrtovati, pa ne vem kaj. To lahko naredimo čisto uspod. Tudi kakšno vajo iz joge obraza, čisto lahko narediš uspod. Recimo zobe se umivaš, pa takole malo narediš, ali pa whatever, ful je teh vaj. Tako da karkoli pač že, ne vem, lahko tudi greš v te misli, recimo, ko imaš jutranjo rutino v kopalnici in si ponavljaš kakšno afirmacijo, ki te dvigne, recimo, tako smo govorili, preden se zbudimo, oziroma ko se zbudimo, da se pač na ta način dvignemo, lahko jo potem ponavljaš, recimo. Tako da, kar se tega tiče, je res toliko enih stvari, ki jih lahko sproti narediš, pa sploh ne veš za to. Sam pač treba malo zavestno živeti, zdaj smo pa tlele, da nismo na avtopilotu in je res fajn, da gremo ven in zavestno začnemo živeti. To je res, to je nekaj, bom rekla, ki je fajn, da podariš sama se. Greš v trgovino, pa se voziš z avtom, pa narediš, ne vem, eno vajo za spet obraz, ali pa malo se raztegneš, ne vem, whatever, pač narediš v avtu to, kar se vozaš, ne da, ne vem, si zunaj spet, pa se jeziš na unga, ki ne zna voziti, ja ne, pejt vase, mislim, bod prisebna, ko vozaš, ampak vseeno, tudi smo na avtopilotu, ko vozimo, je tudi to res. Ampak lahko pa kakšno easy vajo tudi narediš, ali pa, ne vem, da ne misliš zdaj, ne vem, kakve misli, pa si, ne vem, ponavlja kakšno good affirmation, life is good, recimo, ali pa whatever, Tako da, klele je res upeljevanje takih biserčkov, v svoj vsakdan je res nekaj ful dragocenega, Tako da, kar se tega tiče, toplo priporočam, in se vsak dan lahko nekaj naredimo, tako da ne rabiš biti obremenjene, zdaj pa una rekla, moram to pa pa tret,
A ne, lahko pač to, kar začutiš, da telo rabi, a ne. Jaz pač delam vse stvari, to, kar sem zdaj pač ta ritual vam kar dosti razčlenila, zato da ga boste razumela, ne. Jaz pač delam vse stvari, ker meni to ful veliko pomeni in jaz tu pač te stvari delam. To je moje življenje in enostavno pač več zjutraj posvetim časa pač sebi in temu ritualu in tem pač delom, korakom, kakor pač čmo reči, a ne, zato, ker jaz pač tudi to živim in to delam, a ne. Tako da pa pač vas učim, a ne. Tako da, kar se tega tiče, je to meni zelo pomembno in jaz pač namenim mogoče malo več časa temu, a ne. Tako da jutri bomo začeli z večernim ritualom, a ne, tako da bomo tudi to pogledali, ampak dajmo najprej ta jutranji ritual, ker se mi zdi ful pomemben, zato ker od tega rituala je tudi zelo pomemben naš dan. In mi se moramo zjutraj lepo naštelati, po domače povedan, te naše frekvence na to, kar mi želimo, a ne. Ne, da v bistvu nas kolektiva štela, a ne, tako po domače povedano, ne, pa greš takoj na Facebook pa vidiš, ne, mislim, ne priporočam. Tako, kot sem rekla, telefona ob glavi po noči ni. Ga daš ven, ne vem, čim dalj stran, na najdaljšo točko v stanovanju, bajti, kjer je možno, in tudi, ko delaš ta ritual, telefona ni, a ne. Ker ti moraš najprej se, bom rekla, naštelati na svojo frekvenco, tisto osebno dušno frekvenco, zato da si potem kos kolektivi, da te pol kolektiva kar ne poje, a ne. Ker če pa mi na avtopilotu tako, a ne, živimo, pa živimo tako, kot kolektiva dirigira. Točno tako, oziroma mediji in vse pač socialna omrežja, kakorkoli pač že. Odvisen pač v katerem klubu si, a ne, mislim, bom tako rekla. Ampak, če pa mi res živimo v svojem srcu, pa res zjutraj se naštelamo na svojo frekvenco, pa na nas kolektiva ne more sploh več vplivati. To je dejstvo. A ne? In res potem lahko si mi svoj dan skreiramo po svoje. A ne? Kljub temu, kaj se dogaja zunaj, mi lahko čist živimo out of order of, ne, zunanji svet. Tako da, kar se tega tiče, je res ful fajn, da mečkaj na te stvari tudi pogledaš, a ne, in malo razmisliš mogoče o tem. Seveda sem odprta za vsa vaša mnenja, razmišljanja, daj mi napiš, kako si začutila ta jutranji ritual, ali ti je všeč, ali bi kaj dodala, ali ti delaš kaj drugače. Ful me zanima vse, tako da bi bila res ful vesela, da enostavno kaj deliš, a ne, in pač tako imamo pa še večjo širino, a ne, tako da, tako, kot sem pa rekla, jutri pa gremo na večerni ritual, je spet nekaj posebenega, tako da, evo, za danes pa te srčno pozdravljam in evo, napiš mi tudi, kako ti je uspel jutranji ritual, če ga že delaš, kakorkoli, tudi če svojega delaš in kako vpliva nate, tudi to me zanima, tako da, evo, bom vesela tvojih komentarčkov in se vidiva jutri. Ta živja.